Zdaj pa zdravstvu, kjer se v Sloveniji soočamo s hudim pomanjkanjem strokovnega kadra. V bolnišnicah primanjkuje 1400 medicinskih sester in 700 tehnikov zdravstvene nege. Za primarno raven tega podatka ni. Tako je, po zadnjih podatkih nam primanjkuje več kot 1400 medicinskih sester, vendar pa imamo na srečo v Sloveniji pogumne in inovativne posameznike, ki so že našli rešitev. Glejte si. No, nedavni primer igranja z življenji bolnikov je primer zdravnice, ki se je v izolski bolnišnici najprej zaposlila kot medicinska sestra, nato pa se je s ponarejeno diplomo predstavila kot zdravnica, v času pripravništva pa jo je zaradi nepoznavanja medicinskih osnov razkrinkal kardiolog. Podoben primer so nedavno obravnavali tudi v splošni bolnišnici Trbovlje, lažno medicinsko sestro pa je tukaj izdal slab ponaredek diplome. No, ampak pravi šok šele sledi. Po neuradnih informacijah naj bi namreč pri obeh teh zgodbah šlo za eno in isto osebo. Ta gospa je pogumna. Najprej je hotela rešiti krizo s pomanjkanjem zdravnikom, potem je hotela rešiti krizo s pomanjkanjem medicinskih sester. Predsednik Pahor pa gre pa podeli jabolko navdiha nekim znanstvenicam. Njej bi jo moral dati! Ona je gledala TV serije, dobila navdih, da bo zdravnica. Mogoče bi jo v izolski bolnici lahko razkrinkali že prej, glede na to, da je v življenjepis zapisala, da je prejšnjo zaposlitev opravljala v bolnišnici Gray Sloan Memorial in da je njen mentor bil dr. House. Ker so jo kot zdravnico v Izoli odpustili, je gospa na to znižala pričakovanja in se znotraj istega zdravstvenega sistema v Trbovljah zaposlila kot medicinska sestra. Kar je približno tako, kot če se en 3 mesece pretvarjal, da je direktor, pa se pa v isti firmi prijavil za hišnika. V primeru gospe, ki se je v Izoli zaposlila kot zdravnica v Trbovljah, pa kot sestra, vidimo jasen vzorec pomanjkanja proti vzhodu države. Pričakujemo lahko, da bo v prihodnjih mesecih v Prekmurju odprla zasebno ordinacijo. Vse svoje službe pa je gospa doktor dobila na podlagi ponarejenih diplom in kot kaže, ni edina, ki se poslužuje tega manevra. Kar 60 ponarejenih diplom so odkrili v našem zdravstvu. Vsi diplomanti naj bi prihajali z območja nekdanje Jugoslavije. Jaz bi en iskren nasvet rad dal vsem gledalkam doma, gledalcem, vsem v studiu. Naslednjič, ko vas v bolnici pregleduje zdravnik, se dobro vprašajte, a gre res za zdravnika, ali pa to sam kuhar brez kape. To se treba vprašati. Ženske pa, to je pa še najbolj pomembno, ne zaupati ginekologu, ki ne nosi rokavic in pregleduje z jezikom. Prosim vas. Čeprav jaz osebno ne razumem, zakaj bi se nekdo mučil s ponarejanjem diplome in opravljanjem pripravništva, če že imamo ljudi, ki se izdajo za zdravnike. Reče se jim homeopati. Zakaj? To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Lajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!